Midva sva na Kokrškem sedlu. Kar dobro tole izgleda, ne? Tukajle bo pa midva se toborila. No, tole so pa tele mladenke, ki so z nama spale. Najem prvi vrh danes osvojen. Koliko je lep pogled na to stran, ne? Sem pa megla. Z Iztokom sva blažena med ženami. Ti šment smo ričet jedli, pa sem pozabil posnetno. Živijo! Danes so pa z Iztokom v akciji prvič sama. In greva sva v Kamniški Bistrici, tlele na izhodišču za Kamniško sedlo. In greva proti Kokrškemu sedlu na Grintovec. In plan je, da danes prespiva na bivaku pod Grintovcem. Jutri pa naprej nadaljujejo proti čez Dolgi hrbet, proti Kamniškemu sedlu, pa se tamle malo za nama dol spustiva do avta nazaj. Tako da to je plan, zdaj pa vreme zaenkrat ni nekaj prijazno. Upamo, da bo jutri zjutraj kaj lepše. Ja, zdaj v bistvu imamo gor do spodnje postaje Žičance, kjer bi bilo sicer najeno izhodišče, če bi šla sam na Grintovec, ali pa če ne bi krožne ture delala, ne ima približno 1 uro do kaj. Tako da zdaj se ogrevava lepo, pa še 2 urci pa pol gor do Kokrškega sedla. Pa pa vidno tudi, če bo Grintovec v megli, se bo še odločila, če bo gor lezla ali ne. Evo, prišla sem malo na cesto, pa greva proti megli. Evo, po slabi urci sva prišla do spodnje postaje Žičance in tukaj nadaljujeva levo proti Kokrškemu sedlu. Evo, do Kokrškega sedla še 2 urci pa pol, pa še nadaljnje 2 urci do Grintovca. Počas pridobiva na višini in se bližava megli. Drugače pa tole, če gremo iz Kamniške Bistrice, tam, ko so štartala, je to eden najdaljših vzponov v Sloveniji. Premaga se do vrh Grintovca nekje 2000 višincev, kar je vem, da samo še Triglav iz Zadnjice, da ima več, približno 200 metrov, vse ostalo pa kar Grintovc zmaga. Tako da se bo danes večino višincev bo danes naredila. Jutri bo pa malo bolj tehnično zahtevna, ampak fizično lažja pot. Evo, počas se malo puca, malo pa ne, tako da bo videla, kva bo. Zdajle sva dobro urco sva na poti, nama gre super. Počas bo ven z tegale gozdička. Ja, se kar vleče tlele, kar noče pa noče biti konc dreves, ampak bo, slejka prej bo. Evo ga, sva že tam, ko hočejo biti, ne. Tule gor je pa že sedlo. Tele izgleda prav spodbudno, ne. Gor pa ne toliko zelo. Midva sva na Kokrškem sedlu. Bravo midva. Zdaj pa greva v kočo malo eno pauzico narediti. Majčko preoblečka tlele piha. Sva se malo našvicala. Pa pičejo naprej, ne. Kjera meseca? Drugi vikend v oktobru. Aha, še imaš prve 2 tedna oktobra. Ja. Drugi vikend v oktobru smo še odprli, v ponedeljek. Čudovita koča. Pa sva šla naprej. Zdaj, kot kaže, gor vrh je v megli, tako da verjetno nova gor rinila, bo šla najprej do bivaka pogledat, pa če se bo spucal, bo pa pol tam gor skočila. Če ne, pa danes vrh odpade. Koče naprej se bo pa kar hitro ugorela. Ker bo konc postal. Ja, tukaj gre pa proti Skuti, se odločila, oziroma proti bivaku.
Zdaj pa prihajamo do vrat, kjer se bo odprl pogled pač na drugo stran, kaj proti najnemu izhodišču pa. Vse še kar v redu, ni toliko megle, kakor jo videti iz te strani. Evo. Kar dobro tole izgleda, ne? Zdaj sem malo gledala, tole naravnost je verjetno, da je planjava. Tukaj levo od nje je pol verjetno Kamniško sedlo, pa brana, pol so v megli rinke, pa verjetno pol pač skuta in dolgi hrbet. In to je to. Bomo pa videli, če je to res, bomo jutri videli. Tukaj je malo jeklenic, pa tale pogled sem hotel pokazati. Drugače Kamniška Bistrica. Vmes smo malo spusta, pa spet gore, ne, kaj pa. Evo, za istokom je pa že najno prenočišče. Zdaj se pa tudi že izpod nas je neki meglice do gor valijo, tako da bo danes v bistvu to zgleda, kar se najnega hribolazenja tiče. Škoda, ker nima tle sončka oziroma lepega vremena, ampak tukaj je pravi raj tudi za srečati in gamse in kozoroge. Zdajle so že par gamsov videla, zdaj pa še malo oči napecle za kakšnega kozoroga. Kakšne skale, prav zanimive. So pa zdajle glih tik pod bivakom, baje trije tujci grejo, baje neki Francozi gor, tako da na oči sama. Evo ga lepoca, sva že tle. Evo naju, koliko je tlele hudoj. Ja, pa res. Evo malo približal tamle gamse. Gremo bivak pogledat, pa poslo rezervirati. Takole imamo v 3 štukih. Tukaj bojo Čehi pa Nizozemki. Tukaj bo pa midva se utoborila in prenočila. Bo pa še malo okoli skočila pogledat, ker ima še toliko cajta. Takole počasi se dan poslavlja, midva smo imela celo malo razgleda, ne se ste videli, zdaj se je pa čisto zaprl, tako da bo počasi rekla lahko noč, ne, pa zjutraj nadaljujemo s filmčkom. Evo, zdaj pa še nam se sonček kaže. Se vse skupaj kar precej hitro dogaja.
Zadnji pa Grintovc. Pa naše nocojšnje oziroma včerajšnje prenočišče. Evo pa še midva. Sem imela pa včeraj zvečer, potem ko smo se poslovili, sem imela kar precej pestro dogajanje. So ene punce, oziroma malo preden sva se poslovila, so ene punce mimo šle, 3 punce, mlajše. In potem sva jih cel večer spremljala njihove lučke proti bivaku pod Skuto, pa niso do tja prišle in potem sva še nazaj spremljala. Tako da so pol z nama spale. In se skupaj trajalo skoraj 3 ure. Ja, prav tako reality show. Ampak k sreči se je srečno končana, tako da bomo punce še predstavili, če bo za. Pa ne samo, da so imela družbo, ampak ena od punc praznuje 25 let. Zdaj, glede na to, da so ful izkušena planinca, imamo še malo fotoshootinga, sva danes fotografa. No, tole so pa tele mladenke, ki so z nama spale, oziroma so delile bivak. Danes zjutraj so nama kavo skuhale, včeraj zvečer so naju za večerjo nahranile. Prav presenečen, ko imajo vse 3 skupaj po mojem tak nahrbtnik, ka jaz sam, pa me toliko stvari noter. Mi spomni jasno, kako to. Tako je povedale? Ja, važna je funkcionalnost tistega nahrbtnika, ne? Ja, no, ja. Pa kako zložiš na to. Ja, super je bilo, fajn smo se imeli, prvi smo se takle prespali v bivaku. Ja. Živeli smo tak lep sončni vzhod, ko je tam, ne. Kolegica je praznovala svit 25 po Tako, Abrahama. Ja, po Abrahama, tako. Zdaj smo malo bolj tako grenko začeli, ker smo malo zgrešili, pa nas je noč dobila, ampak Vse se je srečne. Po smo midva tle počakala, pa je bilo ful sladko. Ja, pa je bilo super. Evo, grejo pa tudi na Brano, ne, na Skuto, pa se verjetno med potjo gor nekje še srečamo. Gremo v akcijo. Čau. Zadnji pogled proti bivaku, Grintovcu, Dolgi hrbet, Štruca, Skuta, pa to je tisto po mojem Brana. Tako da kaj dol sva namenjena. Evo, prvo križišče, tukaj se gre za Tursko goro, pa Sleme, drugače gre pa tudi za bivak pod Skuto. Zanimivo, da ni nič markiran. Midva greva pa tlele gor. Pa malo višje še eno križišče. Še pogled nazaj. Evo ga en kapitalc Gams. Evo ga še en Gamsek, mal prestrašen, čaka, kam bom šel. Tle okoli je res kar precej. Evo, na telem križišču bomo pa, drugače za Skuto se gre desno, ampak mi da gre pa to daljši, se pravi čez Dolgi hrbet, tle čez.
Tle je taka luštna pot čez tele pode, kele gor greva, pol pa v bistvu po grebenu kele gor. Od bivaka zgleda vse sicer zelo blizu, ampak ko hodva, se pa zelo počasi bližava, ampak gre. Evo, prispela sva na sedlo, tukaj iz te strani sva drugače, bom dal tudi desno gor, sva z Alešom nedolgo nazaj prišla gor, pa sva šla tudi na Dolgi hrbet, sam sva šla z Jezerskega gor, tako da je druga pot. No, mi da gre pa zdaj, sva palce pospravila, čelade gor in akcija. Tole je pa pogled proti Jezerskem, tole je greben Košute, naravnost, Kočne, pa Grintovc. Pa še nazaj proti bivaku dol pogled. Tukaj od začetka ni še nič ne vem koliko zahteven, malo tle treba poplezati, ampak tudi ni ne vem kaj izpostavljen. Tukaj za robom bo pa tisti del, ki je najbolj izpostavljen, vsaj kar se do vrha Dolgega hrbta tiče, naprej pa še nisem bil. No, tukaj je zdaj prvi tak del, ki je treba po Zali pa po klinih. Pa se pa nadaljuje. No, to je pa ta del, ki je najbolj izpostavljen. Sploh za dole tukaj, to je Veselica. Zdaj do vrha Dolgega hrbta pa ni malo poplezavanje še, ni pa nič več tazga zelo izpostavljenega dela. Evo ga, to je to. Najem prvi vrh danes osvojen. Sem drugič na Dolgem hrbtu in to drugič v zadnjem, mislim da v enem cirka mesecu. Evo, Iztok tudi prihaja. On ima kar nekaj težav z višino, tako da sva precej previdna. Tole dol pod nama, tukaj do Jezerskega, je najvišja stena, ne vem, ali v Kamniško-Savinjskih Alpah, ali samo v Kamniških, ker sem še en podatek slišal, da je v Savinjskih Alpah, da je najvišja stena no, zdaj sem pa pozabil. Prav. To. Glede na to, da se je začel tudi tlele malo oblačiti, bo kar porinila čim prej naprej, da bo imela mogoče še, da nas skuti ujameva razglede. Planjava ima tudi tisto visoko steno, sem prej pozabil. Drugače pa tukaj, zdaj naprej, ni ne vem koliko izpostavljen, ampak je pa tak zoperen, ker če imaš težave z višino, imaš na obe strani, je lep razgled. Evo, tukaj spodaj je Kranjska koča na ledinah. Tale sta pa v steni, gor za Štruco se pa vidi tele dve punce, ki smo se prej razšli na onem križišču, tudi napredujeta gor. Tale megla pa kar tako v valovih prihaja. Pride, pa se malo stav, pa spet en rukr naredi. Je pa res tale Dolgi hrbet 100-krat dol, pa 100-krat gor. Zdaj imam pa takle razgled. Kakšno naravno okno. Ima tudi Dolgi hrbet. To pa nisem vedel. Prav zanimiv pogled. Igra megle pa sonca, kot tole sonce skozi pride. Če pa kar neprijetno ratal, sva se mogla oblečiti. Zdaj se pa počasi približujeva koncu tegale grebena. Škoda, ker res, ker se je tale megla navlekla. Bova videla sploh na skuti gor, a bo nadaljevala, ali se bo vrnila nazaj proti Kukaškemu sedlu, ker v taklem nima smisla.
Vsaj po mojem mnenju. No. Evo ga, Iztok. Tam čez sva najne punce slišala, če tako rečem. Smo spali skup. Sam tle dol se spustiva, pa že spod na Štruco, pa pol skuta. Evo še tale spust. Bomo pa tle še kar zanimiv vzpon. Malo ojtrce. Koliko je lep pogled na to stran, ne? Sem pa megla. Da pa tlele gor. Celo malo previsa. Tehnično pa celo tole, mogoče najzahtevnejši del. Sploh s temi ogromnimi ruzaki, ki jih imava. Evo, ko so pa končala s pričine dolgega hrbta, se je pa še malo sončka pokazala. Ne vem, je to simbolika ali v glavnem je pa lepo, da je pa tle naprej gor. Sva pa med drugim na slovenski planinski poti. Juhej! Kakšen preklop. Ja. Hop! Pa se nič ne vidi. Kaj glih 2 minutke sem na stran, bo še na Štruco skočila. Pa naprej. Evo, Štruca prvič. Dobrodošli na Štruci. Škoda edine, ko vidiva samo zrak. To je pa to. Skoraj nad oblaki. Bravo. Evo, za kratek Prihajamo! se pogovarjamo skozi meglo. To je pa skuta gor bila videti. Izkušnje mi sicer pravijo, da se tale megla ne bo odstranila, ampak je pa lušten, ker se vsake toliko cajta malo razkadi, pa vsaj malo vidiš. Evo, na hitrco spet skuta. Zgleda, da bomo imeli nekaj razgledov. Ko je dober. Evo, tole pa še Štruca. Koliko si dobro odprl, ne? Evo, dobrodošli na skuti. Glih gor sem prišel, pa se je spet stemnilo. Imam pa vsaj družbo lušno, če že razgledal ni. Evo, kako je vse? Rižov narastek, kofi. To pa to, ko grejo punce v hribe, ne? Ja, prej bile, ne? Ima se može vse, ne? Ja. Eja, v hribe se splača hoditi, ker družba je neverjetna, v dolinah nikoli take ne dobiš. Tako da, to je drugačen tradicionalni selfie z vrha, do zdaj najlepši. Gremo v Cojzovo kočo na pijačo, pa na joto. Ko se pa razkadi, so pa čudoviti razgledi. Ampak nas zebe kamačke, tako da gremo dol. Itek se je pa spet razkadil, ko smo mi dol šli. Isto, ki je rekel, da ne bi šel več čez dolgi hrbet, da greva tlele dol. Ni prav lep Melišje, ampak en konček je pa zabaven. Tole bomo pa naprej. Tale pot na skutu je dosti bolj prijazna, kot tista čez dolgi hrbet. Tehnično ni prezahtevna, verjetno predvidevam, da je poznačena kot zahtevna, da ni zelo zahtevna. Kakšen lep svet je tla. Evo jih, kozorogi. Tega pa še nisem videl v Kamniških Alpah, oziroma Kamniško-Savinjskih. To me pa prav spominja na Kaninske pode. Čist tak feeling je. Vse razjetkan, čisti kraški svet.
Pa gremo počasi proti Zoisovi koči. Zdaj imamo pa toliko megle, da smo pa mi bivak nazaj našli. Malo hejca, ampak ni pa glih prijazno vreme. Kakšna sreča, da smo prespali v hribih, da smo imeli zjutraj malo sončka pa tega, ker tole pa ni vse skupaj nič. Pa smo skozi vratca na drugi strani, oziroma nazaj. Videli smo danes gamse, kozoroge, pa še ovce. Samo še kakšnega svisca treba ujagati. Danes se pa praktično ne vidi koče. Se pa v suhodolnik vidi. Ti šment smo ričet jedli, pa sem pozabil posnetno. Tako da veste, je pa dobro. Je pa dober ričet. Ja, zdaj so vse imajo ful majhne učke zaspane. Zdaj pa pičimo dol. Evo, končno smo se spustili pod meglo, tako da vam lahko tudi kaj pokažem, da ni sam meglena belina. Kot pa navadi se spust malo vleče, ampak napredujemo. No, tole se kljub temu, da se zelo vleče, smo zelo blizu avtu. Pa smo prišli do avta, ampak tukaj še ni najin prevoz. Mogoče bo zdaj sfehtala prevoz. Frišna je. Za zaključek bo pa kar sama naredila, ne? Kljub temu, da sem imela toliko družbe. Super tura, čeprav nisem speljala tistega, kar sem mislila, ampak se mi zdi, da je bilo smiselno s toliko super družbo doliti, ne pa v meglo riniti naprej v hribe. Top, res. Bivak je bil super. Odlična družba, vrhunski razgledi. V bistvu vse sem imela. Vreme, ok, malo je pihalo, ampak vse nobene panike. Tukaj se ufrišati za piko na i. Vsi podatki bojo dol. V bistvu dolgi hrbet so naredila, tudi ena lepa trofeja v hribih. Tretji najvišji vrh Kamniških Alp, Kamniško-Savinjskih Alp, best. Tako da težko bi bilo boljše, ne? Vrhunsko. Se strinjamo. Super punce sva spoznala in se bomo še kje srečali, ne? Upamo. Noč, hvala, da ste ostali z nama do konca, oziroma z nami vsemi. Pa se vidimo kmalu v naslednji nadaljevanki v naravo. Čau!